Jelena, zdravo. Zdravo. Govoriva o primernih živilih, primernih prehrani, ki izboljša stanje našega črevesja. Kaj nam lahko svetuješ? V bistvu tako, danes skoraj da ni človeka, ki ne bi imel težave s črevesjem in tam se nekako vse začne. Ko že vemo, imunski sistem in največji del imunskega sistema je prav v črevesju, tam nekako so različne številke, ampak 60–70%. Tako da, če želimo podpreti celotno telo, potem moramo poskrbeti za zdravje našega črevesja. Kako to počnemo? Velikokrat so težave tako velike, da si edino lahko pomagamo s kakšno dodatno kuro. Jaz vedno priporočam, pa tudi strankam pri svetovalnih uricah v kančku, da začnejo s probiotično terapijo. Tukaj imamo tudi tale probiotični kompleks od Terranove. Glede na to, kakšne težave imamo, pol uporabljamo določene probiotike. Če imamo recimo težave z glivicami, kar je tudi posledica zakisanosti telesa, nepravilne prehrane in življenja na splošno, potem si naredimo eno tako kuro, najmanj 2 meseca do 3 mesece, zdaj tudi v tem zimskem času je zelo dobrodošlo za podporo imunskemu sistemu. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker v našem črevesju je 80% nevtralnih bakterij, 15% koristnih bakterij in 5% bakterij, ki so patogene. Če pride do kakršnekoli neravnovesja, potem te, ki so nevtralne, postanejo patogene. In ko se enkrat zruši to normalno ravnovesje naše mikrobiote, nastanejo različne težave. Koliko časa je treba jemati in kako se jemljajo ti probiotični kompleks tablete? Jaz priporočam, da ko že imate to priložnost, da pridete na brezplačno svetovanje v kanček, ki ga organiziramo približno enkrat mesečno, lahko tudi večkrat, če bo interesa, vam jaz lahko pomagam pri tem, da ugotovimo, kateri probiotiki so za vas najbolj idealni, najbolj optimalni in koliko časa naj bi jih jemali, glede na to, kakšne težave imate. Se pravi, tisti, ki imajo, ne vem, ulcerozni kolitis, Crohnovo bolezen, seveda bojo potrebovali več probiotikov od tistih, ki imajo kakšne manjše težave ali recimo težave s kakšnimi glivicami, ker pri glivicah recimo je zelo pomembno, da tudi uživamo probiotike, ki uničujejo razbohoteno kandido, kot je Saccharomyces boulardii. Za klasične druge seve, ki morajo kolonizirati naše črevesje, pa so seveda različni sevi Bifidus pa Lactobacillus bakterij. Ker če pride do neravnovesja, potem imamo več drugih bakterij, ki, kot sem že omenila, so patogene in povzročajo velike težave, vključno s tem, da uničujejo našo črevesno sluznico. Hvala lepa. Prosim.